Živijo. Evo, pred kratkim, oziroma kakšne 2 meseca nazaj, sem posnel filmček o Soteski Gačnik in sem v filmčku rekel, da če bo še kakšna ekipca, da gremo pa čez celo Sotesko. In danes je, evo, ta dan, smo ekipca, Luka, Ana, pa Klamfa, in gremo danes skozi Sotesko Gačnik, eno najbolj neprehodnih grab v Sloveniji. Pa pojdite z nami pogledati, kakšna bo ta pustolovščina. Danes je neprimerno manj vode, kot ko sem prvič tlele snemal. Bomo se pa po grapi spustili v jamarskem slogu, se pravi z vrvmi, in tako da bo verjetno malo lažje, kot če bi okoli hodili pa poti iskali. Druga stvar, ki jo opažam, poleg manj vode, je pa to, da je veliko bolj zaraščen, kot pa začetek aprila. Lepo je pa še zmeraj. To je tako v začetku, ko še noben noče v vodo stopati. Evo, prva prepreka, kjer smo mogli uporabiti vrv. Imamo enega, Luka je še nikoli ni bil v jami, oziroma ne pozna teh jamarskih tehnik, vrvnih, in ga zdaj še malo Ana pa Klamfa učita. Po tem prvem slapu, ko smo se spustili, ki je sicer že 3. ali pa 4. slap v Soteski, zdaj čaka neke take ravnine. Wow! Ja. Tole je bilo spomladi, je bil tole jez, oziroma jez je še zdaj, samo je bilo, takrat je bil polhen, zdaj pa vidimo, da pušča, pa gremo čez. Še za drug lukov spust. Drugače pa Ana pa Klamfa, ki sta zraven, sta ena od bolj divjih jamarov v Sloveniji. Ana, ti si imela globinski rekord, a ne? V svetovnem merilu za ženske, dolg cajta. Svoj čas. Ja, kar nekaj časa. Na Kaninu. Dolga leta nazaj. To ni toliko dolgo nazaj, ko smo še vsi mladi. Evo, mi pustolovci tlele že v divjini že ne vem koliko časa, pa priješ do tegale. Ampak verjetno je to voda dol prinesla. Se predvidevam, da se tle otroci ne igrajo. Vsaj ne tako majhni. Ampak teli tolmuni so pa že v zgornjem delu zelo lepi. No, tole je pa del, do kamor sem prišel v svojem prejšnjem videu, ko sem bil prvič v Gačniku. No, danes se pa tle še dobro ogrevamo. Pa gremo naprej. Koliko neverjetne barve, skala. Po neki
10 metrih lagodne hoje ali pa malo več, prihajamo spet v eno užino. Tale je pa že kar lep. Super. Tole je pa zdaj pristna narava, evo ga. Mojster klampa pri delu. Evo. To pa prav korita. Noro. Tole pa zdaj kar divje. Tole je pa noro. Evo, po krajšem postanku za malco se odpravljamo naprej. Smo pa zdaj nekje 3 ure na poti. Mislim, da smo nekje na sredini. Pa to ni noro. Kar vršo, tam drsi zdaj vse. Vrš. Evo, bravo. To je to. Tam naprej pa en konkreten slab. Evo, to je pa 27 metrov pa je. Kakšna mogočna skala se je zataknila tlele. In premo pa spet slab. Nama splavanja smo se odločili, da predstavimo malo štand, pa smo se drugje dol spustili.
Naprej pa spet en slab. Tale pa divji slab. Pa še bazenček je za plavati. Prvi občutki? Mislim, da bom zmrznil. Tudi jaz se tresem. Lega pohodnika. O, kva pa misle? Lažak. Evo, kot kaže se, bo soteska za nekaj metrov poravnala. Ampak so pa v soteski so pa prav ogromne skale, pri katerih prav težko prideš. Prav kul je. Tukaj se pa spet zoža. Zdaj gremo po ovinku desno. Neverjetno. Prav neverjetno. Pa bi se kopali, sam če nas ne bi zebali. Že dolgo nismo imeli slapu. Kakšen bazenček. Tole smo pa zdaj veseli, po ene 3 urah smo prišli na sončka. Neverjetno je. Kakšne pečine gor. Evo, po ene 20 minutah malo bolj umirjene hoje po strugi, se pa soteska spet zoža. Neki buči. Evo, se že slačimo, ker bomo plavali. In naprej so spet slapovi. Tole pa pogled na najvišji slap v soteski.
Tole pa mislim, da je predzadnji slab v Soteski. In če se namotam, še zadnji slab v Soteski Gačnik. In še nadaljevanje Soteske. In kmalu tudi konec. Dobro! No, tole je pa še zadnji od slapov oziroma od spodaj, prvi slab. In počasi bomo zaključili Sotesko Gačnik. Je tudi že večer. Evo, Luka klope išče, tole je pa zaključek počasi Soteske. Zdaj se pa že bolj slabo vidi, ker je toliko temno. Soteske kar noče, pa noče biti konc. Ampak slej ka prej bo. Takole družba, mi smo včeraj končali tole naše pohojkovanje po Gačniku v trdi temi, tako da nisem potem nič snemal, ampak smo pa kar tlele na izhodišču prespali. Evo, ekipa je zbrana. In mislim, tole res ni hec, tale Soteska Gačnik. Nismo mi prav počasni, pa smo rabili 12 ur, da smo skozi pršali. Pa zadnje slapove smo še obšli, tako da tole je kar divja zadeva. Nekaj ste videli, nekaj stvari nisem posnel, ampak če res niste hudi, se ne odpravljate sem. Tako da, mislim hudi v smislu avanture, pa tudi hitrosti, pa tudi znanja, no. Nič, to je to. Upam, da ste video uživali. Dajte en like, se vidimo kmalu. Čau.